Javno podjetje Voka Snaga, ki upravlja skoraj večino javnih vodovodnih sistemov v naši občini, je v ponedeljek obvestilo vse uporabnike pitne vode vodovodnega sistema Medvode, da je po 14 dnevih ukinila ukrep dezinfekcije pitne vode na črpališču Preska, zaradi česar so uporabniki lahko zaznali vonj po kloru. In pojasnila, da gre za začasen ukrep zaradi nestabilnih razmer v vodnem viru. Ukrep, kot ste sami povedali, je bil prekinjen. Zakaj se zgodi? Zgodi se zaradi tega, ker verjetno podzemna voda pride v stik s površinsko vodo. To smo opazili zdaj v tem času, odkar smo upravljavci tudi na drugih vodnih virih, omenim lahko Svetje, Veliko, Malo. In torej pride do vdora mikroorganizmov v pitno vodo oziroma podzemno vodo, ki jo seveda črpamo in gre v omrežje kot pitna voda. Seveda mikroorganizmi niso dovoljeni in ker je seveda delamo skladno z zakonodajo, torej uredbo o pitni vodi, občasno dodamo dezinfekcijo, da je uporaba pitne vode varna. Občasno se z natrijevim hipokloritom pripravlja voda še v vodovodnem sistemu Osovnik, stalno pa v vodovodnem sistemu Topol Katarina in v vodovodnih sistemih Golo Brdo-Hrib in Golo Brdo-Polana, ki se po novem po opravljeni povezavi obravnavata kot enoten vodovodni sistem Golo Brdo, s katerim od 1. januarja dalje uradno upravlja prav tako javno podjetje Voka Snaga. Zakaj se torej v prvem primeru poslužujejo začasnega ukrepa, v slednjem pa stalnega kloriranja? V prvem primeru gre za vrtino, v drugem pa za nestabilen studenec. Na Golem Brdu je vodni vir pravzaprav studenec, pa nekaj vode z tistega pobočja dolomitno pronica iz levega brega proti temu studencu in to vodo mi zajemamo. To je plitka podzemna voda in tukaj prihaja do stika z površino. Poglejte, v neposredni bližini so tudi že objekti, javne kanalizacije tukaj ni oziroma jo nikoli verjetno ne bo, vsaj v tistih bližnjih objektih, v samem naselju pa verjetno enkrat bo. In to predstavlja tveganje in to pravzaprav vsakodnevno. Zato je na tem sistemu stalen ukrep dezinfekcije, vendar se trudimo, da pošljemo pravzaprav tisto doziranje, kar gre v omrežju, je res minimalno. To, da pravzaprav je nekaj noter, da je varno pa zanesljivo, nikakor pa ne pretiravamo z doziranjem dezinfekcijskega sredstva. Seveda to pretiravanje pomeni skladno z zakonodajo, ne. Torej bi lahko rekli vedno, da bi se tega ukrepa vendarle znebili, je rešitev samo v vrtinah, ali kako? Seveda, če to hidrogeološke razmere omogočajo, se pravi globje vrtine, predstavljajo za tisto globino in z peščenimi in vsemi tistimi plastmi naravnimi, nek naraven filter, kjer površinsko vodo, ki lahko priteče, sčisti, sfiltrira. Torej stalni ukrep priprave pitne vode z natrijevim hipokloritom ali po domače kloriranje v konkretnem primeru ostaja stalnica, čeprav analize vode kažejo na skladnost. Ali bi bilo tako tudi, če vode ne bi pripravljali, si v javnem podjetju Voka Snaga ne upajo ugibati. Analize seveda kažejo skladnost, to ste pravilno ugotovili, ker je dodana dezinfekcija in so vzorci skladni. Morate se pa zavedati, da tisto poskušanje pa ne poskušanje pri enem takem vodnem viru ne gre. Podobno pri Preski gre, za razliko ne podobno, tukaj pa žal ne. Izdatnost vodnega vira Očakov studenec zaenkrat presega potrebe obeh vodovodnih sistemov. Za zagotavljanje rezervnega vodnega vira pa je za naslednja leta predvideno tudi aktiviranje že izvedene vrtine pod vodohramom na vodovodnem sistemu Polana. Tako še poročajo iz režijskega obrata v občini Medvode, dosedanjega upravljavca.
Od predaje vaškega vodovodnega sistema Golobrdo-Hrib v last občini Medvode pred 4 leti se je poleg rednih vzdrževalnih del sicer izvedlo še za 55 000 evrov investicij. Med drugim je bila zaradi dotrajanosti in pogostih napak v delovanju zamenjana črpalka in tlačna cev in da bi tudi v sosednjem vodovodnem sistemu Golobrdo-Polana zagotovili potrebno količino pitne vode in ustreznejšo kvaliteto, saj je zanj veljal ukrep prekuhavanja vode, so opravili še povezavo obeh sistemov. Za skoraj 155 000 evrov investicij pa je še v izvajanju, med drugim rekonstrukcija električnih instalacij in vgradnja opreme za prenos podatkov v črpališču in v obeh vodohranih in zaradi zahtev zdravstvenega inšpektorata še rekonstrukcija notranjosti vodohrana na vodovodnem sistemu Golobrdo-Polana. Postal je, kot ste sami omenili, enoten sistem, se pravi, dva lokalna sistema sta se združila v enega. Upustilo se je že pred našim upravljanjem vodni vir, ki ni bil ustrezen, zato je imel del tega vodovodnega sistema stalno prekuhavanje. V tem času se je izvedla tudi obnova vodohrana Polana. Ta vodohran je zdaj primernejši, tehnično ustreznejši in zagotavlja varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo. Seveda bo pa potrebno še nekaj narediti na povezavi med tema dvema sistemoma. Največja občinska investicija ne le v vodooskrbo, ampak nasploh v letošnjem letu pa je obnova vodovoda v skupni dolžini 1709 metrov in gradnja novega 100-kubičnega vodohrana v Studenčicah. Pogodbena vrednost del znaša skoraj 1,4 milijona evrov, projekt pa bo sofinansiran s strani Evropske unije. Kljub izjavam o tem, kako izdatna je nova vrtina vrh Studenčic, ko je vaški vodovodni sistem leta 2014 prevzela občina Medvode in dala v upravljanje Komunali Kranj, se je z leti namreč izkazalo, da temu ni oziroma ni več tako, kar se je še najbolj občutilo ob veliki suši v prvi polovici leta 2022. Tudi po čiščenju, reaktivaciji in dezinfekciji vrtine oziroma vodnjaka, kar je opravil že nov upravljalec, javno podjetje Voka Snaga, se izdatnost namreč ni povišala. Kot dolgoročna rešitev se je občini Medvode torej ponovno izkazala vrtina pri Knausovi smreki, kar je po mnenju javnega podjetja Voka Snaga najboljša rešitev tudi za sosednje Žlebe. Vodovodni sistem Žlebe je izredno tvegan stališča varnosti oskrbe s pitno vodo, ker gre pravzaprav načrpana voda iz dobrega vodnega vira direktno v omrežje in ni nobene zaloge, zalogo običajno imenujemo vodohran. Vodovodni sistem Studenčice pa ima in vodohrane, ampak ima pa neizdaten oziroma bolj količinsko skromnejši vodni vir. Se pravi, z združitvijo in z dograditvijo novega vodohrana se bo pravzaprav povečala in obratovalna varnost, povečala se bo pa tudi hkrati s tem vodohranom požarna varnost za ta del Medvod. To med stanje na vodovodih in posledično oskrbo s pitno vodo v vseh vodovodnih sistemih, s katerimi upravlja javno podjetje Voka Snaga na območju občine, zaradi vseh naložb ocenjuje za dobro. Malo za šalo, malo za res, če bi sedaj stopili nazaj v leto, ko ste prevzeli tele naše vodovodne sisteme, bi se za ta korak še enkrat odločili ali pač ne, bi bolj globoko razmislili? Poglejte, javno podjetje Vodovod kanalizacije je izvajalec obvezne gospodarske javne službe, občina Medvode je pa lastnik našega podjetja. Tako da pravzaprav je to odgovor, ali bi se ali se ne bi. Župan je takrat podal to pobudo, mi smo ta izziv sprejeli in zdaj smo tukaj in upam, da svoje delo dobro opravljamo. Zavedamo se in zavedamo se, ker za mano stoji seveda ekipa, da so nekatere razlike, tako kot sva danes nekajkrat omenila to dezinfekcijo, ki verjamem, da je za ljudi moteča
in jo prej ni bilo, ampak tudi vodni viri, omrežje se stara in mogoče nekaj, kaj včeraj ni bilo potrebno, je pa danes zaradi nečesa potrebno. In še enkrat bi rad s tem poudaril, da te ukrepi dezinfekcije so zaradi varne oskrbe s pitno vodo, nikakor ne zaradi kakšnih drugih stvari.